Vabljeni k razmišljanju, ki sem ga poimenoval vroča tema. Zakaj zavržemo nekaj, kar smo si mogoče v življenju najbolj želeli sanjali? Govorili bomo, kako priti do popolne zakonske sreče. Ne bomo uporabljali veliko knjig o zakonski zvezi, ne priročnikov, ampak samo eno knjigo. Seveda vam lahko predlagam tudi nekaj dobrih knjig o zakonski zvezi. Toda temelj bo samo ena knjiga, ki jo mirno lahko poimenujemo knjiga vseh knjig. Zakaj? Ker je prevedena v največ jezikov, ker je izdana v največjih nakladah in je najbolj brana knjiga na svetu. To je Sveto pismo. A ste morda presenečeni, misleč, pa kaj mi lahko Sveto pismo govori o zakonski zvezi, o popolni zakonski sreči? Pa to je religiozna knjiga. Naj vam povem, da ima Sveto pismo toliko nasvetov o zakonski sreči, da boste pozitivno šokirani. Nekateri so tako kratki, toda tako vplivni, da lahko obrnejo zakonsko zvezo mogoče v najbolj kritičnem trenutku v pravo smer. Ker je pred nami Valentinovo, dan zaljubljenih, poglejmo, kaj govori Sveto pismo o zaljubljenosti. Iskala bom njega, ki ga ljubi moja duša. Spala sem, a moje srce je bedelo. A so vam to kaj znane vrste? Če iščete svojega zakonskega partnerja, boste razumeli. Iskala bom njega ali iskal bom njo, ki ga bo ljubila moja duša. Vsi sanjamo, iščemo nekoga, ki ga bomo ljubili z vsem srcem. Mogoče ste zaljubljeni. Spala sem, a moja duša je bedela, smo prebrali. Ko si zaljubljen, še ko spiš, sanjaš o svoji ljubljeni ljubljenem. Če pa je že dolgo od tega, da si bil zaljubljen v svojo ženo moža in vidiš samo še težavo, breme, potem se spomni, kako je bilo, ko sta bila zaljubljena drug v drugega. Tukaj želim, da se za trenutek zaustavim. Zakaj sanje o popolni zakonski zvezi lahko ostanejo samo sanje? Zakaj imamo danes napisano toliko knjig o zakonski zvezi, pa kljub temu toliko ločitev kot še nikoli? Kdaj je začelo iti narobe? Kje gre narobe? Zakaj čez čas zavržemo nekaj, o čem smo sanjali in veliko vlagali v svojem življenju? O vsem tem bomo govorili o vroči temi. Toda za začetek si zapomnimo, če smo bili v svojo ženo ali moža zaljubljeni na začetku skupne poti, potem je to dober temelj, da se lahko zakonska zveza razvije v čudovito, romantično, skoraj popolno zvezo. Sveto pismo, knjiga vseh knjig, nam govori, da obstaja popolna ljubezen. V zdravi zakonski zvezi se zaljubljenost razvija v ljubezen. Preberimo zelo znane svetopisemske besede, ki opisujejo resnično ljubezen. Ljubezen je potrpežljiva, dobrotljiva je ljubezen, ni nevoščljiva. Ljubezen se ne ponaša, se ne napihuje, ni brezobzirna, ne išče svojega, ne da se razdražiti, ne misli hudega, ne veseli se krivice, veseli se pa resnice.
vse prenaša, vse veruje, vse upa, vse prestane. Ljubezen nikoli ne mine. Resnična ljubezen se razdaja za drugega, gradi in nikoli ne neha ljubiti. Razmislimo o tej ljubezni, ki nam jo Sveto pismo opisuje v prvem pismu Korinčanom, 13. poglavje od 4. do 8. vrste. Če imate Sveto pismo, preberite ta odlomek večkrat skupaj s svojo ženo, možem, partnerjem in dovolite ali dovolimo, da se dotakne naših src. To je bila uvodna vroča tema. Ponovno se vidimo dan pred Valentinovim, ker vam želim dati nekaj praktičnih nasvetov, kako zaljubljenost spreminjati v ljubezen. Vročo temo lahko delite, naj se širi zaljubljenost in razvija ljubezen. Čau!